Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. Na tokrat je bila v ospredju napoved, da avtomobilskim proizvajalcem konec leta ne bo treba plačati ekoloških kazni. Naj spomnimo, po uredbi EU smejo biti povprečne emisije vseh prodanih avtomobilov v Evropski uniji največ 95 gramov CO2 na kilometer. To seveda pomeni, da bodo avtomobilski proizvajalci še vedno lahko prodajali tudi dražje, visokoemisijske, recimo športne avtomobile, ampak bodo njihove emisije morali skompenzirati z ustreznim številom prodanih nizko ali pa celo brezogljičnih avtomobilov. Seveda, tako bo njihova skupna povprečna vrednost emisij vseh prodanih avtomobilov določene znamke manjša od določene meje. Sicer bodo morali za vsak preseženi gram CO2 na kilometer plačati kazen. Kot kaže analiza okoljske organizacije Transport and Environment, so bolj ali manj vsi proizvajalci na zelo dobri poti, da se bodo kaznim izognili. Najlažje bo to skupini PSA, seveda skupaj z Oplom. Volvo, BMW in Ford so tudi že praktično na konju, svoj problem pa so recimo rešili tudi pri Fiat Chrysler, se pravi tudi pri strastnih znamkah Alfa Romeo in Maserati. Sklenili so namreč posel s Teslo. Plačali so ji, da skupaj nastopijo v analizah. Podobno kupčija je recimo sklenila tudi Toyota svoj presežek okoljske čistosti po zaslugi svojih hibridov, bo tako delila s tehnološko očitno bolj umazano Mazdo, Volkswagen pa je recimo k sebi vzel svojega kitajskega partnerja, podjetje SAIC, ki v Evropi nastopa z električnimi MG. K sklenitvi v žargonu poimenovanega poolinga pa zdaj vabi tudi Renault. Svoje cilje je namreč že dosegel in ima tako na voljo še nekaj eko rezerve in kot najbolj verjeten partner, ki bo te Renaultove rezerve koristil, se kaže Daimler. V Stuttgartu namreč niso povsem prepričani, ali bodo novi priključni hibridi prinesli dovolj nizkoogljičnosti, da bi lahko že sam Daimler dosegel zahteve EU. Ta dobra prognoza pa je v resnici slaba novica za nas kupce. Namreč, če bi avtomobilski proizvajalci prodali preveč bencinskih in dizelskih modelov, bi se lahko ob konec leta obetali, da bodo na polno promovirali svoje električne avtomobile in zanje ponudili visoke popuste. No, tega očitno letos ne bo. No, vseeno pa tudi ne gre pričakovati, da vam bodo rade volje prodale svoje športne bencinske modele, namreč znamke jih vse manj promovirajo in pogosto celo zavirajo njihovo prodajo, kljub temu, da povpraševanje po njih vse povsod po svetu in tudi v Sloveniji močno narašča. Premožne kupce namreč avtomobilske znamke že usmerjajo k svojim električnim igračkam. Najbolj sveži primer je recimo Mercedes-Benz, ki zdaj po zgledu svojih unikatnih terencev razreda G predstavlja na podobno pompozen način okrepljenega EQC-ja. Električno prihodnost pa zdaj predstavlja tudi skupina Renault, ki s svojim novim predsednikom Luco Di Meom dobiva zelo močan zagon. In ta električna prihodnost zdaj dobiva obliko, imenuje se Megane E-Vision. Ta model premierno vozi na povsem novi električni platformi, je pa jasno, da gre tukaj hkrati tudi za napoved nove generacije Megana. In najbolj očitno dejstvo je, da se tudi pri Renaultu klasični modeli umikajo CUV-jem. Hkrati pa pri Renaultu nočejo povsem jasno povedati, ali bo ta novi električni CUV Megane nadomestil klasične kombilimuzinske, bencinske in dizelske Megane, tako kot je recimo to storila znamka Citroën z svojim C4, ali pa bodo vsi Megani v prihodnje vozili v štric. Še večja zgodba pa je verjetno nova električna Dacia Spring. Ta bo Slovenijo najprej zapeljala v različici za carsharinge, torej z bolj trpežno in lažje dezinficirano notranjostjo. Šele prihodnjo jesen pa jo bodo lahko kupili tudi zasebni kupci. PSA ukinja najmanjša modela Citroën C1 in Peugeot 108, odločitev pa je zagotovo večplastna in eno so nove možnosti, ki jih ponuja združitev s Fiat Chryslerjem. Modela Panda in 500 namreč ponujata tržni in proizvodni potencial tudi za Francoze, po drugi strani pa razred najmanjših klasičnih avtov izpodrivajo še manjša namenska carsharing vozilca in v tem pogledu je čez noč postal uspešnica Citroënov model Ami. Majhen 400-kilogramski električni dvosed, informacija kdaj, če sploh bo pripeljal v Slovenijo, pa je povsem zamegljena, namreč ta hip povpraševanje po svetu niti ne odpira nobenih možnosti. Mercedes-Benz je v novem razredu S obljubil, da bo avtomobil parkiral samodejno namesto vas in brez vas za volanom. Seveda, kjer bo to mogoče.
In prva parkirna hiša, ki bo temu Mercedesu to omogočala, bo stuttgartsko letališče. 4. nadstropje se namreč ustrezno prilagoditi, da lahko z kamere dobijo dovolj informacij, da lahko potem avtomobil parkira brez prask in brez poškodb. Španski Seat je odprl poseben oddelek za razvoj baterij in to bi lahko bila izjemno močna naložba. Namreč na trgu baterij se res dogaja. Sploh zdaj, ko je Tesla odpovedala svoj posel s Panasonicom, ampak Japonci so svoje proizvodne kapacitete že zapolnili. Po novem bodo izdelovali baterije za Toyotine hibride. Ampak za konec tokratnih novic pa imamo za vas 3 poglede, ki na mobilnost pogledajo iz čisto drugih zornih kotov. Tokijska univerza je namreč predstavila skuter, ki ga lahko napihnete z navadno ročno tlačilko. Tako ga lažje pospravite v omaro, predvsem pa naj bi se ga lahko tako oblikovali po lastnih merah. Izven okvirov pa so razmišljali tudi otroci iz vsega sveta, ki so se udeležili Rolls-Roycevega natečaja. Nam se zdi, da si otroci britanski prestiž predstavljajo na povsem drugačen način, kot pa kupci avtomobilov te znamke. Otrokom pa bo verjetno zanimiva tudi novička o samoletečem praškoprašilniku. 6 metrov dolg pelikan z 11-metrskimi krili in 3 elektromotori, ki so ga sestavili v kalifornijskem startupu Pika, je ravnokar dobil uradno dovoljenje za testno letenje. No, računamo na to, da ste že naročeni na naš kanal, tako bomo lahko skrbeli za vas, da boste vedno obveščeni o tem, kaj je novega v svetu avtomobilizma in mobilnosti nasploh. Sicer predlagamo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Se vidimo!